V imenu kolesarjev in živali, ki ne morejo do hrane, sneg spizdi stron. Pa saj sneg je čist fajn, ne? Recimo, če smučaš, če bordaš, če tečeš na smučeh, če delaš snežaka, če imaš Subaruja, pa saj tudi zdaj na prostorcem gre kar fajn. Ampak jaz sem fucking gorski kolesar in meni gre ta bela jeba že počas zelo na jedra. Zdaj, lov ga vrgel za Božič recimo, pa ga ni, ne. Vrgel ga je marca, seveda, da mačkan kolesar je podrkal glavo. Ampak glede na napoved ga malo pobral in danes vam pokazal, kako na hitro pripraviti bajk pred sezono, tale od kolega Norko bo pa za demonstracijo, tako da gremo. Prvo, kar se lotam je, da bajk operam, ne, zato ker preden ga začnem podmazovati ali pa celo servisirati, je pranje bajka prvi način, da mogoče odpravaš tisto nadležno pokanje, ki te moti medtem, ko je bajk usran. Drugo pa valjda, ko je spucan, je res lep in iti na trail s takim bajkom je fantastično. Pa točno vem, kva mislite, a ne? Tepi lahko, ko imaš bajto pa doma šlav. Tudi na vas sem mislil, vedno je opcija ena, petrol na štrajfik za 1 evro ali pa domač duš. Zdaj gremo pa k pranju. Pa smo kle v mojem spatretmaju za kolesa. Torej bajk smo oprali, spihali in zbrisali. Ali pa sam fajn zbrisali, nima veze. Zdaj je klele pri meni na štendru in čaka na ta magični dotik. Pa preden začnemo, bi rad povedal, da to ni video, kjer bom govoril, kako se kakšna stvar servisira, ampak zgolj samo izpostavil, kaj je dobro preveriti in posledično tudi zrihtati, da bo bajk v top stanju pred novo sezono oziroma novo furo. Prva stvar, ko se jaz lotam, je, da snam dol wheelsete. Ko so enkrat wheelseti dol, pregledam, kakšna je vrtljivost ležaja v pestah. Zdaj, če se vrtijo tako zelo smooth, brez presledkov, pa je to mega. Če pa s prstom začutiš, da se kugelce premikajo zelo po presledkih in ne tekoče, pa predlagam zdaj, ali da jih probaš obnoviti, ali pa da odpreš tošelj, odkartaš ka jack, popneš not nove, pa pozabiš. Naslednja stvar, ki si posvetim, je račna. Vedno preverjam, da so matice na koncih peste primerno zategnjene. Račna bi mogla biti posledično brez lufta in primerne glasnosti. Sicer ima vsaka pesta svojo glasnost, ampak čutite, kdaj je račna fajn, ne? Naslednji korak, preveriti napetost špic in posledično tudi pocentrira, če je treba. Jaz nekakrat špice primem po 2 in jih pregledujem, pa ko najdem kakšno odtegnjeno, je pa valjda tudi zategnem, a ne, seveda. Pa vidiš, ne, če obroč pleše levo, desno, gor, dol, je valjda potrebno centriranje. Preveril si ležaje, račno, napetost špic in posledično tudi pocentriral. Zdaj so na vrst gume. Valjda pogledaš, če je kje presekana, če so čepi natrgani, v kakšnem stanju je profil. Lahko, da si rider, ki ti paše med čiz jebana guma in imaš rad ta rodeo na stezi, ampak nova guma ima pa grip, ne, tako da je na tebi, kva se še odločil. Pa se to, da preveriš čez zračnice oziroma tubless sistem tesni, je najbolj samoumevno, ne? Ko imaš wheelsete dol, je najlažje v bistvu potem preveriti še ohranjenost rotorjev pa zavornih ploščic. Zdaj, tale, kakor vidite, ima zelo ohranjene rotorje, se pravi, lahko to pomeni dvoje ali da ga tip pune sem, da ne, pa nič ne bremza, ali pa da se zelo malo vozi. Ok, se ni bila sezona, se te nič ne zameram, ne. V glavnem, ja, standardna 2-milimetrska širina po celi zavorni površini, medtem, ko sem potem najdel za primer en zelo znucan rotor, ki je pa že odslužil svoje in ima pa že šubljeno zmerjenih 1 milimeter premera, pa dela se že robček, tako da je odslužil svoje. In če imate kakšnega tazga na kolesu, ga dajte zamenjati, ki bo boljš, ne. Kar se paken tiče, vidimo, da tele so še zelo dobro na stadiju in spredi in zadnji, če grejo pa vaše bolj proti železni strani, pa dajte kar malo zamenjati, zato ker želesni lih recept za ustavce. A bejžno bejž. Ko končamo z wheelseti, nas čaka krmilni ležaj, sila preprosta zadeva, en ležaj zgori, drug ležaj spodaj in če ima kjer od njiju luft, ga je treba pač zamenjati. Najlažje preverimo zadevo na 2 načina in sicer prvi način je, da primete vilico in jo nežno pomikate levo-desno. Če zadeva poteka zelo masleno, je to dober znak, če pa ne, pa pač ni. Drug način je pa, da z eno roko primete most vilice, z drugo roko pa krmilno cev, ob tem pa poskrbite, da se en del vaših rok dotika še mačkano okvirja, da boste čutili, če se slučajno premika kaj naprej pa nazaj, to pomeni, da je luft not. Lahko pa, da tudi ni dosti zategnen.
In že se nahajamo v osrednjem delu tega veličastnega kolesa, kjer je veliko komponent, ampak najprej v gonilnem ležaju. Torej, gonilni ležaj, nobena znanost, 2 ležaja, en na vsaki strani okvirja, ki skrbita za nemoteno delovanje gonilke. Preverimo jo tako, da snamemo verigo dol z zobnika, da ima gonilka prosto pot in jo nič ne obremenjuje, zavrtimo in načeloma se ne bi smeli ležaja nič slišati, gonilka pa bi se mogla premikati zelo tekoče in nemoteno. Naslednji korak pa je, da jo daš vzporedno z nihajko in primaš z roko nihajko in gonilko skupaj in stisne skupaj. Na ta način bi se mogel čutiti kakšen luft, če ga ni, je zmaga, če pa je, pa pač pomeni, da je ležaj fuč. Še vedno priporočam, da date gonilko dol, pa pogledate še z roko ležaj, kako se vrti, pa po možnosti ga odprete, date novo mast noter, pa pičite dalje. Ker gonilni ležaj je ponavadi en tistih, ki najbolj nasrka, kar se umazanije tiče na kolesu. Ne bom lagal, ne. To, kar delam, ni lih 5 minut dela, tako da dosti gre vmes. Ampak če slučajno kaj zajebam, pa me napadete, se vedno lahko izgovorim, ne. On je kriv. Ko končamo z gonilnim ležajem, lahko naš fokus usmerimo na vso tole zadevšnjo okoli njega. Se pravi, v tem primeru na nihajko, ki je večkrat uležajena in sicer se v njej skriva 2, 4, 6, 8, 10 ležajev, ki se lahko zapacajo in uničijo. Ker se ležaji ne vrtijo, se lahko posledično nihajka premika po telih šraufih in ne po ležaji. In ko treba enkrat to vse menati, strošek nov lih mejhan. In pol komentarji v stilu, pa vadona si tudi dražji kaj na avto. Se pravi, kako zdaj na hitro preveriti, če so ležaji nihajke okej? Jaz pravim, da je najhitreje, če odšraufaš en del fedra dol, primaš nihajko nekje bolj od zadaj pri aksi in jo premikaš prosto po hodu. Zdaj, če so ležaji okej, bo šla res lepo, smooth, gladko, ampak če so pa res slabi, se bo pa nihajka tudi prosto po hodu zelo grdo gor pa dol premikala. Valjda je najboljš, če nihajko celo razstavaš, preveriš vsak ležaj in marsikjerga se da tudi rešiti. Ko se upne feder nazaj gor, se lahko tudi preveri stanje puš, ki se nahajajo na vsakem tej točki, ki je feder vpet. Največkrat tudi luft izhaja iz skle, ker se obrabijo in se pač to zamenja, mislim, da 2 ali 3 ure, 1 pa čau. Kvajate, koncentracija jebe, dej še malo zdržno. Zdaj le damo vilsete gor, pa na prestave. Če ti prestave delajo, super, če ti pa ne delajo, je pa razlogov več. Prvo, kar bi šel preveriti, je raztegnjenost verige. Obstaja prav namensko orodje, zato jaz ga imam od Uniorja, skala kaže od 0 do 1,2, 0,75 je pa meja, postav se ga med člene od verige in meri, koliko je pač veriga raztegnjena. Zdaj jaz predlagam, da se verigo zmeri na 3 koncih in potem dobite neko povprečje, ampak kakor klele vidite, je tale ketna raztegnjena 0,2, se pravi, to je še fabrška oziroma skoraj nevožen. Če pa vidite, da je ketna ful raztegnjena, pa da so zobniki tudi že kar požrti, bi pa jaz menil vse. Zakaj? Zato, ker velikokrat se zgodi, da kdo da novo ketno na stare zobnike, prestave še zmeraj delajo tako, kot bi mogli. In to se zgodi zaradi tega, ker so zobniki požrti na raztegnjenost stare verige. In nova ne bo se nikoli tako usedla na zobce, kot se je na primer ta stara. Ni zdaj čisto nujno, ampak velikokrat je tako. Pregledali smo verigo, pregledali smo zobnike, zdaj ostane še bolten pa zajla. Če imaš na shifterju feeling, da ne gre tako tekoče, kot bi mogel iti, je največkrat vzrok v tem, da imaš ti blato boltno pa rjavo zajlo, tako da ko boš to zamenil, bo tipi-topi. Pa tudi, če tamle pri menjalniku zacufa nazaj, valjda zamenjaš. Ker si upravo z vsem tem, pa še pogledaš, v kakšnem stanju je tvoj nosilc menjalnika, če poteka pravokotno z zobnikom, to pomeni, da je v liniji. Če pa mačkam bolj izven te linije, pa pomeni, da imaš malo skrivljenega in bi jo treba zravnati. Druga stvar, ki jo je pa vreden pogledati, je pa, kako poteka linija ketne iz zobnikov na menjalnik. In išče se to idealno linijo, da pride zgoren kolešček menjalnika direkt pod zobnik, v kateri prestavi pač si. In to se upravlja vse z unim knofom gor na shifterju. Ja, prav si slišal, na menjalniku ne štelaš vmesnih prestav. Menjalnik ima 3 šraufe in sicer enka je dosti zase, s tem štelaš višino oziroma oddaljenost menjalnika od zobnikov, potem sta pa še 2, ki sta dosti skup in sicer high pa low. Z enim omejiš zgornjo prestavo, z drugim pa omejiš najnižjo prestavo. Se pravi, da ti jo ne fukne tam med špice pa zobnik, pa med okvir pa zobnik. Za konc pa še namažite verigo, prestavni sistem bo veliko tišji, bolj smooth. Kjero gostoto olja te zbrali, se pa sami odločite, jaz sem do zdaj več ljub, se pravi mačkam bolj gostga, zato ker odzuni sneg pobira, pa bo v hosti zihar blat. Pa ker namažete ketno, bi vam svetoval, da počakate, da gre oljček med člene, pa primete skrpo, pa obrišete, ker so manj blat nabiru gor. Ker so bremze kar pomemben del kolesa, ne, bi jaz priporočal, da se preveri tudi njih.
valjda se išče tak lep feeling na ročki, ki potem na koncu zatrdi, če pa slučajno bremza noter pada oziroma potone ali pa je čist trda, bo pa najbrž treba prezračati zadevo. Pa smo prišli k koncu, ne morete verjeti, jaz tudi ne. Kar vam je še ostalo, da preverite vse vijake, če so zategnjene. V zmetenju nisem res čist nič povedal, ampak to je čist poglavje zase. Valjda veste, če vam kaj pušča, če se feder nekako grdo oglaša, to je itak zrelo za servis. Že nasploh bi vam priporočil, da se dela servis vsaj enkrat na sezono, če pa ful furate, pa valjda večkrat. Tako da, to je to. Spremljite. Na zdravje.